Mineva leto dni, odkar smo se srečali s COVID-19. Kako ste vi preživeli to leto v sami Ljudski univerzi na Jesenicah? Ja, zanimivo, tako kot verjeten večina Slovencev. Najprej in na začetku, seveda, od danes na jutri, čez noč smo pravzaprav prekinili z vsem našim delom, z vsem našim izobraževanjem, no, ampak smo zelo hitro se odločili, da se bomo pač z našimi aktivnostmi, z izobraževanjem preselili na daljavo, na splet in začeli uporabljati različne aplikacije, ki so nam pač pomagale pri izvedbi izobraževanja na daljavo. Zdaj, zanimivo je mogoče to, da se prvi val zelo razlikuje od drugega vala. In sicer v prvem valu, to se pravi spomladi lanskega leta, pravzaprav število udeležencev je bilo manjše, kot je bilo v drugem valu. Mi predvidevamo, da zaradi tega, ker je pač večina ljudi nas je v tistem obdobju mislila, da je to nekaj začasnega, da bo hitro minilo. No, v drugem valu, to se pravi v oktobru, ko smo ponovno zaprli svoja vrata, je bila pa situacija že drugačna. Prvič smo vedeli, da tako hitro se ne bomo tako hitro vrnili nazaj v učilnice, po drugi strani smo pa do takrat že usposobili kaj precej ljudi za uporabo, seveda, aplikacij. Morate vedeti, da naši udeleženci so recimo starejši, priseljenci in IKT tehnologijo pravzaprav uporabljajo več ali manj za komunikacijo, ne pa za učenje. To se pravi, da smo mogli kar nekaj energije vložiti v to, da smo usposobili ljudi za uporabo Zooma. Več ali manj delamo čez aplikacijo Zoom. No, in sedaj nam kazalci nekje napovedujejo, da je stanje boljše, zato ste si verjetno zastavili tudi svoj program skozi leto 2021. In kakšen bo? No, mi smo se uradno v prejšnjem tednu odprli, tako da so naša vrata odprta, seveda ob upoštevanju vseh omejitev, nošenju mask, testiramo se, predavatelji se testirajo. Je pa mogoče nekaj zanimivega za naš novi program to, da pa ta korona kriza v izobraževanju odraslih ni prinesla pravzaprav samo tiste slabe stvari, ampak nekaj tudi dobrih, in sicer smo usvojili izobraževanje na daljavo, tako mi kot naši udeleženci, tako da bo kar nekaj naših aktivnosti še vedno potekalo na daljavo, ker je to pravzaprav v določenih trenutkih lažje, ker se ni treba premikati od doma, ampak lahko tam raven tako se učimo. Drugače pa naš program se nič kaj dosti ne razlikuje od lanskoletnega programa. To se pravi, še zmeraj smo prvenstveno usmerjeni v neformalno izobraževanje vseh generacij z večgeneracijskim centrom, ki deluje v različnih občinah, Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Bohinj. Poleg tega imamo velik projekt socialne aktivacije, ki je namenjen priseljenkam. In pa seveda svetovanje. No, mogoče je zanimivo to, da od 1.1.2021 imamo v Sloveniji na področju izobraževanja javno službo. Res dolga leta smo si prizadevali za to, tako da imamo financirane svetovalce, ki opravljajo brezplačno svetovanje za namene informiranja in samostojnega učenja. In prav gotovo vsi tisti slušatelji, ki so se vrnili sedaj nazaj na Ljudsko univerzo, prisegajo, da je to nekaj drugega, da je to druženje, kakor pa delo na daljavo. Ja, seveda, vsekakor, saj to zdaj v izobraževanju odraslih že zelo dolgo vemo, da učenje ni samo proces učenja, ampak da je zelo pomembno tudi druženje, socializacija in sploh ob naših ciljnih skupinah, kot so starejši recimo, ali pa priseljenke, je druženje izredno pomembno, tako da lahko rečem, da vsi udeleženci, ki so se prejšnji in ta teden vrnili k nam, so pravzaprav izredno zadovoljni, da lahko spet pridejo v naše prostore. Mi pa tudi, pravzaprav je Ljudska univerza prazna, izgledala pravzaprav zelo nenavadno in je namenjena ljudem
Tako da smo tudi mi zelo zadovoljni, da imamo spet vsaj delno polne prostore. Hvala za pogovor in srečno. Hvala.